Dragi gledalci, glejte nas v oddaji Izberem prijaznost, kjer se bomo pogovarjali o samskosti, o odnosih, o ljubezni, o partnerstvu in o tem, kaj pomeni, da res gradimo lahko lep partnerski odnos. Z Majo Peron, danes. Dobrodošli v oddaji Izberem prijaznost z Majo Peron, kjer se pogovarjamo o tem, kje je prijaznost pomembna, zakaj je pomembna in kaj prijaznost pravzaprav sploh je. Moja današnja gostja je Ninka Slapnik, ustanoviteljica matchmaking agencije MatchMe. Že več kot desetletje se profesionalno ukvarja s povezovanjem samskih ljudi in organizacijo dogodkov, na katerih se ljudje spoznavajo tudi brez aplikacij in ekranov. Skozi svoje delo je spoznala na tisoče ljudi in številnim pomagala, da so našli svojega partnerja. Ninka, pozdravljena. Živja. Hvala lepa, ker si se odzvala povabilu. Z veseljem. Veš kaj, najbolje začneva tako, da mi poveš kaj več o sebi. Kako si, kdo pravzaprav sploh si in kako si prišla na to idejo, da si začela z matchmakingom? V bistvu je ideja prišla že 16 let nazaj, ko sem začela najprej z dogodki za samske. Bila sem samska. Želela sem nekaj svojega ustvarjati. Rekla sem, res si želim spoznati nekoga kakovostnega, v živo, ne prek kakšnih spletnih aplikacij, to sem si vedno želela. In prej sem že sama organizirala dogodke v eni oglaševalski agenciji, take večje dogodke, in sem se res v tem našla. In sem rekla, jaz v tem res uživam. Tako da potem sem seštela, 1 + 1 + 1 je enako dogodki za samske. In tako to delam zdaj že 16 let. No, MatchMe agencija, matchmaking, pa jo delam zadnjih 6 let in sicer zato, ker se je pač pojavila potreba že dolgo nazaj, pa če se z ljudmi res pogovarjam, s svojimi, ne moram reči strankami, ampak v bistvu so mi ful ljube osebe, za katere iščem partnerja ali jim pa pač delam neke lepe priložnosti, da se spoznavajo, ne. In je na njihovem zelniku zrasla ideja v smislu, daj ti meni najti enega točno tazga, ki si jaz želim. In pa sem jaz rekla, ampak jaz rabam pol točno veliko podatkov od tebe, da mi označaš, kakšne kriterije si ti želiš. In tako je nastala matchmaking agencija, MatchMe. Ja. In kaj pravzaprav tako, kaj si se naučila v vseh teh letih od ljudi, ki iščejo ljubezen, ki iščejo partnerja, ne? Ker načeloma veliko stvari je jasnih, ampak kaj je pa tisto, kar mogoče ni vidno glih na prvi pogled, veš? Kaj si se naučila, kaj ti je bilo? Ja, jaz mislim, da veliko ljudi na začetku si misli, kako bom pa, ker recimo so v dolgoletnih vezah, ne? In potem se me znajdejo, kaj pa zdaj, ne? In tukaj je lahko prisotnega veliko strahu, ker ne vejo, kako točno se v bistvu spopasti z nekim novim tem statusom, kako se obrniti, kam iti, kje se spoznavati. Lahko so pa kakšni, ki so zelo tako, evo, končno sem se osvobodil, a ne. Tako da čisto različni tipi ljudi v bistvu prihajajo na dogodke, ampak kakršnakoli je odzadje vedno želja potem, da se spoznamo in da najdemo nekoga, s katerim bo pa zdaj ratal. Ne. Kaj si se pa ti iz tega naučila? Joj, toliko veliko. Jaz sem se pa toliko veliko naučila. Ne samo organizacija, pa kako se to poteka, ne, v tem segmentu, ampak jaz sem se toliko naučila o ljudeh, toliko sem se naučila, na kakšen način tudi v bistvu komunicirati z ljudmi, nagovarjati njihove tudi ranljivosti, zato ker veliko ljudi, a ne prideš iz neke veze ali pa ne vem, te je ena pustila in si ranjen in kako se obračati, a ne, kako v bistvu vidim, kaj jih boli in potem jih skušam poslušati in potem narediti in uresničiti to, kar si vsak želi, no, tako. Pa znaš te, veš kaj me bolj zanima, ne, tako, kako ti te na svoje življenje apliciraš, ker običajno tako, ko delamo z ljudmi, recimo jaz, ko imam pogovore z ljudmi, vedno
v tistih pogovorih najdem tudi ali mogoče en delček sebe, ali kako pri sebi potem to uporabiti. A veš, ko se mi zdi, da ko nekaj res tako delaš z občutkom, ne, da in ko daješ noter sebe, da dejansko vedno tudi ti nekaj ven dobiš, se pravi, tudi ti postaješ neki polnoši, bolj moder, znaš to uporabljati, ne veš. In me bolj to zanima, če se je tvoj pogled na ljubezen spremenil, mislim, itak se spreminja skozi leta, pa čez izkušnje, tukaj jih imamo osebno, a ne. Ampak take stvari, ali pa če se te kdo kdaj prav posebej dotaknil, kakšna izkušnja, a veš od koga? Recimo, ravno sem se pogovarjala v soboto, ko smo imeli plesno žurko z eno gospo in je šla, ne vem, je imela pač različne izkušnje v življenju, 3 slabe izkušnje in je rekla, veš, tole bom še probala, pa nam več niti probavala, ne. In ta način se mi zdi, sem rekla, lej, seveda, ne, pač lahko narediš karkoli želiš sama, ne, ampak meni se zdi, da sem jaz tukaj prav kot neko glasilo, za nek mindset samskih, da jim povem, da lahko imaš 3 slabe izkušnje, kaj pa če bo 4. v redu? Lahko imaš 4-5 slabih izkušenj, kaj pa če bo 6. v redu? Meni se zdi, da pri tem res ni dobro dati puške v koruzo in tudi recimo v moji matchmaking bazi ves čas prihajajo novi ljudje. Zakaj bi pol rekel, lej, enkrat nisem dobil ujemanja, jaz grem ven, kle ni nič. Ja, pa če je to je proces, ne, v bistvu iskanje partnerja je proces, ne. In tako isto jaz v osebnem življenju vidim, ne, da če prehitro vržemo puško v koruzo, tudi z nekom, ko že prideš v stik, to ni okej. Jaz mislim, da si vsak zasluži več situacij, da se vidimo, kakšna kombinacija je med nami, ne. Pol se pa odločamo, ne. Če že čisto na začetku vidimo, da nekaj ni, da imamo čudne občutke v telesu glede nekoga, to seveda je prava rdeča zastavica, da jo moramo pač poslušati, ne. Ampak recimo, če pa ne vem, ali pa mogoče, ne vem, kakšne dame, starejše dame, ne vem, recimo 65 let, ne. Jaz verjamem, težko je biti samski, a ne, pa če si dlje časa samski, počutiš se najbrž tudi res si želim bližino, pa osamljenost čutiš, a ne. Samo jaz mislim, da imeti visoka pričakovanja v smislu, stara sem 65 let, želim moškega, ki je visok, ki ni plešast, ki je ful dobro situiran, ki ima dobro izobrazbo, ki je čustveno inteligenten, ki me bo nosil po rokavičkah, pa tako naprej. Mislim, malo so visoka pričakovanja, no, moramo malo vedeti tudi, kakšna je statistika, kako je, koliko je žensk, koliko je moških, potem pa mogoče je fajn, da malo spustiš pričakovanja, če si seveda želiš pač imeti nek lep odnos, no, tako. Koliko imaš pa v bistvu izkušenj s tem, da so ljudje, ki si želijo partnerja, ampak pravijo, ne, saj mi je v redu, če sem sam. Ker to se meni velikokrat dogaja, ko se z ljudmi pogovarjam in je nekako zgodba taka. Ne, jaz nočem nobenega, meni je fino, da sem sama, ampak hkrati, ko se pogovarjaš, pravzaprav zaznavaš, da si človek res ves čas nekoga želi. Kakšne so pa v bistvu tukaj izkušnje? Sicer verjetno tisti, ki pridejo iskat partnerja, najbrž ne. Jaz tudi to vidim, ja. Ta čas je odličen čas za to, da si zapolnimo prostor, pač z vsemi stvarmi, ki nas zanimajo in nam je v bistvu res lušten lahko v življenju samim sabo, imamo dobre prijateljce, imamo dovolj denarja, da gremo na potovanje, da si privoščimo tako na ta način, ne. Življenje je poln, lahko si zapolniš srečo s temi stvarmi, kar nam življenje ponuja, z zunanjimi stvari recimo, ne. Samo v notranjosti pa še vedno tako, tudi jaz mislim, tako kot sem že na začetku rekla, da še vedno obstaja nekje ena tiha želja, da nekoga imaš, čeprav nekdo tako lahko reče, a ne. In kaj opažam? Zelo smo samozadostni in srečni v tem, kar imamo in sprejeli bomo samo še nekoga, ki bo totalno pasal v našo sliko. A ne, se pravi, da bo meni samo še lepše z njim, ne težje, ker meni je že zdaj top in če dodam še nekoga, ki mi bo še bolj štat, ga bom vzela. Zdaj pa glejmo realno sliko, ne. A je to mogoče? A je to res mogoče, da pride nekdo v tvoje življenje, ki se bo čist skladu s tvojo sliko, ne? Ker vsi imamo čustvene prtljage, vsi imamo nekaj za sabo, vsak ima svoje hibe, a ne, in jaz mislim, da je super, da smo srečni v tem, kar smo, pa da imamo ta stand v življenju, da nam je super, ampak mogoče samo moramo širšo sliko pogledati, da vedno, ko prideš v odnos, vedno bo nekaj, ker so ogledala, ker se učimo drug od drugega
In sami o sebi se veliko učimo, ko smo z nekom, vedno bo tako prišlo. Ne rabiš samo enega čustveno inteligentnega ob tebi. Na to se strinjam s tabo, ker sploh ne vem, če si sploh v resnici kdo želi nekoga, ki mu čist paše v življenje in je točno tako, kot si je zamislil. Ker o čem je potem sploh point? Ker odnosi so en tak fantastičen poligon, kjer mi pravzaprav rastemo in se učimo v prvi vrsti o samih sebi. Točno to. In če bi recimo na tak način vstopali v odnose, se tudi ne bi bali konfliktov. Ker veliko ljudi, ki so skupaj v odnosih, se bojijo konfliktov in ali ne povejo, kaj se mislijo, ali skliznajo, ali dajo pod preprogo, a ne, na tak način. In če pa ti recimo prideš, se soočaš z nekom in čustveno inteligentno rešuješ stvari, pa sam rečeš, wow, zaradi tega sva zdaj midva ful močnejša in sta še boljša partnerja, ne. Tako, super. Evo, zdaj narediva kratko pauzico in sva kmalu z vami. Evo, midve so nazaj. Nika, da nadaljujeva tole, ker se mi zdi, da sva tako res zanimivo začeli. Kako pa se tebi zdi, oziroma kaj ti opažaš, kako je z ljubeznijo, ali pa bom rekla s prijaznostjo, do samega sebe? In kako pomembno se tebi to zdi, kar se tiče odnosov? Jaz mislim, da je to najbolj pomembno, ker če ne bomo prijazni do sebe, če ne bomo imeli zdrav odnos do sebe, bomo težko imeli na drugi strani nekoga, ki ima zdrav odnos do nas. A ne? Ker odnosi so vedno ogledalo in če se recimo jaz ne spoštujem, bom pritegnila takega, ki tudi mene ne bo spoštoval. Če se jaz spoštujem, bom pritegnila zdravega partnerja, ki me bo spoštoval. Simple as that. Čistko. A si kdaj opazila, recimo, da je nekdo, ki samega sebe ne spoštuje, zaradi tega, ker samega sebe ne spoštuje in se nima rad in ni prijazen do samega sebe, od svojega partnerja, potencialnega, pričakoval toliko več enega spoštovanja pa ljubezni, zato ker je pa drugem nizko opolnomočenje. Tako. Ja, se ponavadi je vedno tako, a ne. To, mislim, da se to reče terapevtska projekcija, a ne. In zdaj, če ti to sam pri sebi ne najdeš, projiciraš na drugega, in je on kriv, a v resnici moraš ti samo sebi pozdraviti te rane. In jaz mislim, da je prijaznost do sebe, ljubezen do sebe, kakorkoli je to klišejsko že ratalo, ampak to je prvi pogoj, da ti lahko sploh stopiš v čevlje nekoga, ki ima lahko nekoč zrelo in zdravo partnerstvo. Ja, ker jaz, ko sem začela o tej prijaznosti govoriti in se z njo ukvarjati in potem pisati knjigo, je ven prišlo čisto nekaj drugega, kot sem mislila, da bo prišlo na začetku. Ker pričakovala sem, da bomo govorili o tej neki prijaznosti drug do drugega in tako in na koncu sem ugotovila, da največji izziv, ki ga ljudje imajo, je pravzaprav, ali pa imamo, biti prijazen sam do sebe. Se pravi, ne biti ustrežljiv, ne samega sebe zanikati, zato da nekomu, ne vem, ustrezaš ali pa da nekaj siliš, ampak res biti prijazen do sebe, postavljati meje in take stvari. To se mi zdi, da recimo je ful pomembno, da iščemo vrednost v sebi. Tako, ker res, ko greš globoko v sebe, recimo, če dobiš kakšne partnerje, ki te ne spoštujejo, se vprašaš, zakaj, kaj je temu tako? Ni samo on kriv, ne? Kriv si ti, ker si v takem odnosu, ker dovoljuješ, da si v takem odnosu in pa se sprašuješ, zakaj sem jaz v takem odnosu, kaj je v meni takega, v kaj jaz res verjamem v sebi noter, da sem sploh s takim človekom si pustila biti v odnosu. In potem prideš do ene zelo pomembne stvari, kakšno ti čutiš vrednost do sebe. In jaz sem prav preko svojih dogodkov, tudi zdaj, ko delamo soul datinge in se pogovarjamo res v globine, se mi zdi, da tukaj pridemo do te vrednosti in ko ti čutiš merno vrednost v sebi, ko si tako postavljen, si lahko do sebe prijazen pol šele. In prijazno izbiraš in izbira partnerja lahko res prijazna do tebe, ne? Na to se strinjam in to zdaj, ko si rekla, da imate te globlje pogovore in tako moje naslednje vprašanje je bilo navezano na to, da so se naši kriteriji, to je to, kar smo že malo govorili v prvem delu, ne, da so se naši kriteriji zelo dvignali, ne. Ampak je bilo moje vprašanje v bistvu, a so se res dvignali, ker meni se zdi, ko jaz govorim z ljudmi, da ljudje ekstremno slabo
poznajo ali pa mnogi sami sebe. In se mi zdi, recimo to, kar so se mi pogovarjali, da vi organizirate tudi te pogovore, ki so mečkan globiji, ki ni samo ono na hitro v 5 minutah, kaj si lahko poveš, da skozi to spoznaš samega sebe, spoznaš partnerja in se mi zdi, da ti pripravljaš na svojih dogodkih ljudi na to, da na nek način se pripravijo na partnerski odnos, da znajo svojega partnerja drugače pogledati oziroma da so pozorni na druge stvari. Ja, da v bistvu Kako je s tem? Ja, zelo oblikujemo neko skupnost ljudi, ki se je začela zavedati, da v bistvu moramo delati na sebi. In kaj to pomeni? Da moraš v bistvu se zavedati, v katerikoli odnos greš, da je odnos treba graditi vsak dan sprot in da ni samoumeven in da moraš... In zelo pomembna je kompatibilnost, se pravi, da ne iščemo, koliko sva si različna, tako kot je včasih, privlačnost, kako je že ta fraza, Nasprotja se privlačijo, no, da v resnici je to fajn kot da kakšno začimbico v odnosu, ampak v bistvu pa iščemo kompatibilnost in iščemo podobne poglede na svet in podobne vrednote. In če s takimi skupaj pridemo in s takimi skupaj gradimo odnose, se mi zdi, da sta pravo komunikacijo, spoštljivo, empatično, prijazno komunikacijo, bomo lahko res šli na dolgi rok. In ja, in definitivno se učimo. To je čisto osebna rast o sebi in na isti način lahko potem spoznaš, na zelo enostaven način lahko spoznaš globino vseh na dogodkov, ker se pač pogovarjamo o teh stvareh. In se lahko veliko hitreje začutiš. No, meni recimo se zdi tudi zelo pomembno, ko poslušam ljudi, a nekdo želi imeti ženo ali želi biti mož. To je v bistvu tako, recimo, to so ene, seveda, da velja tudi v obratni smeri in se aplicira pravzaprav na vse odnose, ampak se mi zdi, da je pomembno tudi sprejemanje odgovornosti za nek odnos po eni strani, po drugi strani pa to, kar smo na začetku govorili, da tudi če si ti v slabem odnosu, jaz absolutno ne trdim ali pa ne zagovarjam, da mora to trajati v nedogled. Ampak imam pa občutek, da ljudje vseeno prehiter zapuščajo odnose in da tudi, ko je odnos slab, če ti ozavestaš, kaj ni okej, lahko zelo veliko iz tega ven pridobiš sam zase. To me zanima v bistvu tako, a greste tudi kaj v to smer, oziroma kakšne so tvoje izkušnje? Jaz mislim tako, ko vsi vedno rečejo, te ta mladi nič ne znajo potrpeti. Tako se mi zdi, da en del se kar strinjam, zato ker ravno to, kar si rekla, da smo preveč zahtevni, ampak to smo pa zato, ker imamo dostop do tolikih informacij zdaj o psihologiji odnosov, da že točno vemo, kaj ja, kaj ne in tako naprej. Včasih niso vedeli in so kar skupaj ustrajali, zdaj pa vse že v bistvu skoraj vemo, tisti, ki se malo z odnosi ukvarja. Ampak po drugi strani pa recimo imata 2 otroka, en par ima 2 otroka. Jaz mislim, da ta par bo naredil vse, da ga bo sfajto skupaj že sam zaradi otrok. In jaz mislim, da se kar ljudje se vseeno trudijo in več let ustrajajo v toksičnih odnosih, samo zato, da bojo rešili družino, da bojo v bistvu, na ta način sam, pa spet imamo pa spet, a je to prav, ker otroci gledajo ta toksičen odnos, mislim, kaj za otroke boljš, na vse zadnje vedno na koncu moramo pomisliti, kaj boljš za otroke, če imamo pač otroke in se potem odločiti v to smer, Da ne bo to slučajno narobe razumljen. Jaz absolutno ne zagovarjam tega, da se ustraja v toksičnih odnosih in tudi, če so otroci zadaj, še posebej zaradi otrok. Mislim, da se ne sme. Ampak govorim predvsem o odnosih, kjer oba partnerja ugotovita, kje sta in oba partnerja ugotovita, da imata problem in oba partnerja želita ta problem rešiti. Skupaj seveda, vsak zase, ampak skupaj. In vedno prideta 2 taka skupaj, ki imata podobno rano, ampak obrambni mehanizem. Vedno prideta 2 taka skupaj in potem, če sta toliko zavedna samega sebe, pa če se znata na lep način pogovarjati, je nemogoče, da ne bi šlo na dolgi rok, če se trudita za odnos vsak dan sprot. Če imaš pa ti na eni strani enega, ki se sploh ne zaveda teh svojih čustev, svojih ran in ki se umika, nimaš kaj, a razumeš,
Super. Zdaj bomo prišli pa na recimo zmenki, aplikacije za zmenke, to je zdaj zelo popularen, vedno več je tega, pač v tej dobi živimo. Ja. Kakšna je razlika po tvojem mnenju, med aplikacijami za zmenke, kjer smo na aplikacijah, in med temi stvarmi, ki jih organiziraš ti? Okay. Svetovni trend trenutno je, da so aplikacije za zmenkovanje v upadu. Zakaj? Ker so pač že toliko leta, pač blizdaj, je bilo to najboljše, ampak kaj se je začelo dogajati? Ogromno ljudi se ignorira, kataloško se izbirajo, občutek imaš, da tam ni oseba, ampak pač karen, lej se čemu nam odpisala, ni panike, ne? A v resnici na drugi strani ratajo te osebe, na drugi strani se sprašujejo, kaj z mano narobe, noben me več, nič mi ne odpisuje in je polno ljudi, ki so ghostani, ki so ignorirani in to zelo slabo vpliva na njihovo samopodobo. In tudi na drugi strani tisti, ki recimo imajo pa preveč pričakovanj, si pa mislijo, oziroma ki imajo preveč izbire, si pa mislijo, se jaz lahko še boljšega in je vse narobe. In je s temi, ki imajo tak način razmišljanja narobe in s temi, ki so v bistvu ignorirani, se pa tudi zelo slabo počutijo. No in ravno zato imajo ljudje dovolj dating aplikacij, posod v New Yorku, pri nas, in se začenja spet trend spoznavanja v živo. To, kar sem jaz začela že 16 let nazaj in jaz sem prav rekla, jaz ne grem nikoli v online spoznavanje, ker vem, da je pristen stik tisto, kar je pomembno. In jaz bom tukaj vztrajala in ostajala in vidim, da tukaj je res toliko enih lepih novih zgodb. No. Meni se zdi tako, da bolj prihajajo v ospredje umetna inteligenca in te stvari, bolj spet pridobivajo na vrednosti odnosi in se pravi, ta stik v živo, pa ne samo, ko iščeš ljubezen pa partnerja, ampak na vseh nivojih, to bo spet začel pridobivati vrednost in jaz si res zelo, zelo močno želim, da bi vrednote spet postale vrednota. No. In ena izmed vrednot bi lahko bila res prijaznost in ljubezen do sebe, ker če bomo, pa tudi kako se do drugega vedeš, recimo, jaz vedno rečem, dajmo, prosim, upoštevati kodeks Match Me agencije, se pravi neka taka lepa zlata pravila, da smo spoštljivi, da smo prijazni, da stopimo v stik v predvidenem času, da smo odzivni, vse take stvari, ki jih moramo upoštevati pri spoznavanju, zato da gojimo tako lepo kulturo zmenkov in jaz to skozi opozarjam. Dajmo v Sloveniji graditi lepo kulturo zmenkov, ker to je toliko pomembno, le na online, kaj se dogaja. Dajmo v živo pa iti malo nivo višje. Dajmo res biti spoštljivi, ne moramo se ghostati, ne moramo to več delati. No. Super. Zdaj moram spet narediti kratko pavlico. Pa sva nazaj. Evo, Ninka, danes smo že veliko povedali, pa greva zdaj na to, veliko se mi zdi, da se odnosov prehitro konča. Kaj bi ti povedala o tem oziroma, kako se da to spremeniti oziroma kakšen je tvoj doprinos temu? Ja. Jaz mislim, da je najbolj pomembno, da najprej spoznaš samega sebe, da ni fora v odnosu, da kažeš s prstom na enega, ampak pogledaš te 3 prste, ki kažejo vate. Se pravi, da se sprašuješ sam sebe, se sprašuješ, zakaj jaz tako delujem, oziroma kaj jaz res potrebujem, da lahko v odnosu dobro funkcioniram, kakšne vrednote mora imeti partner in vse te stvari. Se pravi, da se o sebi sprašuješ in ko sebe zelo dobro poznaš, da točno veš, kaj je tvoj tist, ki je no-go za nekoga, ki prihaja v tvojem življenju v prihodnosti in kaj je tisto, kar je treba, da nekdo ima. Samo tukaj nimamo 100 ali ne, ampak da res prideš do unih 5 najbolj ključnih, od katerih ne odstopaš in tiste, kar nujno mora nekdo imeti. Tako da jaz bi rekla, da to. Kaj pa je tisti temelj, ki bom rekla, ki daje nekako trdnost enemu odnosu ali pa, ne bom rekla zagotovila, ampak ja, v bistvu trdnost enemu odnosu? Ja, jaz bi takole rekla. Konsistenca se meni zdi toliko pomembna. Ne, da te nekdo pušča v, sorry, angleški besedi, v guessingu, kako bi to prevedla? Da ugibaš. Da skozi ugibaš, a je, ali ni, ali misli name, ali kaj si je mislil, ali zakaj to tako naredil, ne, ampak da je on konsistenten, da je iskren, da je
pristan, da se s tabo pogovori, da te vidi, da te sliša, da te sliši, da te upošteva, če mu nekaj poveš, da te potem res skuša razumeti z empatijo svojo, da te dojame tebe kot človeka in potem glede na to, v bistvu potem to samo upošteva, zato ker ve, koliko tebi nekaj pomeni, ne? Da se s tabo pogovarja. Tako, a ne? To se mi zdi, da vse to gradi tak lep odnos, no? Tako da se upoštevaš in tudi recimo iz transakcijske analize je vedno, da si v nekem odnosu, kjer imaš zavedanje, on je okej, jaz sem okej. In iz tega zavedanja se potem pogovarjaš, a ne? Ne, da je on nekaj več, jaz sem nekaj manj in tako naprej, ampak da sva tukaj enakopravna partnerja, ki si poveva svoje želje na lep način, ki si poveva tudi svoje meje na lep način in jih potem, brez da bi bila užaljena, razumeva, zato ker je pač to delovanje človeka na drugi strani in ker ga imam rada, ga bom upoštevala. To. Tako. No, zdaj, meni je zanimivo, recimo ti pri Match.me ne delaš samo zmenkov, ampak dejansko imate cel kup nekih prireditev, delavnic, takih stvari. A bi povedala kaj več o tem? Ja, Match.me je matchmaking agencija, kjer jaz personalizirano ljudi skupaj dajem glede na njihove kriterije, glede na njihove želje v smislu življenja, partnerstva, ciljev, vrednot in tako naprej. Dogodki za samske so pa v bistvu tudi ena ogromna skupnost samskih. Jaz velikokrat rečem, da sem res v 16 letih naredila pa že gibanje, zato ker to je že 32,000 ljudi prišlo na moje dogodke. Jaz imam po 20 dogodkov na mesec. To je tako noro, no, mislim. Zdi se mi, da če si samski, da če pa ni slišal še za dogodke za samske v Sloveniji, pa brez veze, da sploh sem karkoli naredila. Zgodb je noro lepih, že več kot 3900 parov je že res, to je toliko različnih konceptov, na katerih se ljudje lahko spoznavajo, od hitrih zmenkov, ki so klasika spoznavanja v živo iz tujine že ne vem koliko leta, ne, do soul datingov, ko gremo globoko, a ne, v sebe, do izletov v hribe, plesnih tečajev, plesnih žurov, silvestrovanj, valentinovih partijev, kaj še, delavnic za osebno rast, ne, priprave na partnerstva in tako, ne. Tako da ogromno se dogaja, prav gibanje. Dejansko vzgajaš ljudi za partnerstvo. V bistvu ja, v bistvu jih odpiram. Najprej je prvi korak, ker so oni prestrašeni, kakšni, ne, vsi, vedno manj, ker je vedno manj predsodkov, ne. Prvi korak je, samski, odprite se novim priložnostim. Jaz vam ponujam prostor, ki je v bistvu kot nek ocean priložnosti za to, da se vržeš not in se začneš spoznavati. Ne, in zdaj prvič, ko prideš, vidiš, da je tako, wow, ful je dober, jaz sem mislila, da je to bav, pa to je ful dober, ne, na tak način. To je prvi korak. Drugi korak, dajmo se pogovarjati, da gremo globje. A veste, kaj hočete, a veste, kakšne so vaše vrednote, a veste, kakšen mož si ti lahko, ne, tako, kot si prej ful lepo rekla, ne, kakšna žena, kaj lahko ti daš v odnosu, ne, in ali točno veš, česa ti nočeš in kaj si ti želiš, da bo tvoja duša srečna v odnosu. Tako da pa še zabavamo se. No, jaz bi, recimo, ena stvar, ki jaz res vedno poudarjam, ne, da se ti lahko počutiš dobro sami s sabo, moraš, tako smo narejeni, za nekoga nekaj dober narediti, ne. Ja. Ker se mi zdi, da tako ta današnja družba je šla malo preveč v to smer, jaz. In po eni strani je zelo prav postavljati zelo jasne meje, čez katere ne dovoliš, da nekdo stopi, in to se da narediti na zelo prijazen način. Ne? Ampak po drugi strani moraš pa gledati, oziroma ne da moraš, ampak tisto, kar ti res prinese, tisto eno zadoščenje pa je, ko ti vidiš, da si ti nekoga osrečil, da si ti za nekoga naredil nekaj dobrega. In ker to narediš, potem dejansko tvoja lastna vrednost tudi raste. To so tiste stvari. In to, kar si rekla, recimo plesni tečaj in take stvari. Jaz sem prepričana, da mnogi ljudje, pa mnogi pari, oni si želijo ostati skupaj, ne govorim o teh, ki se iščejo, oni si želijo ostati skupaj, ampak jim je neroden iti na plesen tečaj, pa dejstvo je, da ko enkrat začneš plesati, ples je res terapija, ne? Da ko se znaš pogovarjati, se pogovarjaš, ne, velikokrat je, se mi zdi tako, en vzrok za to, da ene stvari ne grejo, dejansko neznanje, ampak hkrati vsi vemo, da neznanje ne more biti opravičilo, da nekaj delamo narobe, ne? In jaz sem recimo zdaj zelo kmalu dobim čist nove tiskane kartice, ki sem jih poimenovala najina dvojina. In to je točno za tiste pare, to je neko orodje, da se bojo znali pogovarjati na najbolj pomembnih
sklopih tvojega življenja se bojo v bistvu na zelo enostaven način globoko povezali. Te kartice so pa prav narejene glede na najbolj te strokovnjake, novodobne strokovnjake, pač psihologije osebnosti in odnosov in ljubezni in partnerstva in se bojo lahko povezali med sabo. Tako da samske povežem, te pare bom pa tudi povezala. Tako da fora je v konekšno, ker če ti nimaš konekšna in do sebe, tako kot sva rekla v prijaznosti, ni dobro. Če ti nimaš konekšno v partnerstvu z nekom, če ne čutiš čustvene povezave, kaj je fora partnerstva brez tega, ne? A veš, sam to bi še povedala, ker si rekla zelo dobro, mi, ne, jaz. A ne bi bil noro dober ta svet, če bi to mentaliteto sodobne družbe, ker to je čisto moderno, jaz delo na sebi, osebna rast, to je čisto moderno, če bi družbeno gledano, da bi naredili, da je moderno to, da jaz drugmu pomagam. A veš, koliko bi bil to lep svet, da bi, a ne, zdaj je moderno jaz, ne, ampak zdaj, če pa obrnemo, a veš, kakšen svet bi lahko zgradili? Lahko, ampak a veš, kje se tukaj bomo zapeli pri vrednotah. Ker, če bi to delali vsi, potem seveda ni noben problem, potem dobiš en čudovit svet. Ja. Če pa to dela samo en del ljudi, boš imel pa spet ene, ki bodo delali dobro, Ja. in druge, ki bodo gledali, kaj lahko vzamem, kaj lahko vzamem. Ja, to je pa res, ja. In jaz v bistvu vedno pravim tako, a hočeš spreminjati svet? Super. Najprej začni spreminjati svojega. Samega sebe, svojo družino in tiste ljudi, s katerimi si vsak dan v stiku. In ljudje, a veš, mene tako preseneti, zdaj me sicer ne preseneča več, ampak ljudje res velikokrat rečejo, ja, kaj pa ne jaz? Ja, ne vem, ti in iz tistega enega rata potem nekako veliko in to veliko postane nova družba in nova moč. In mi res kreiramo življenje in jaz ne razumem, zato sem se jaz tudi lotila te prijaznosti, kako ljudje ne morejo razumeti, da mora vsak sprejeti odgovornost za svoje življenje, ker mi kreiramo to družbo, v kateri živimo in čez katero pluvamo. Točno to, vsak posameznik, celica, družina in navzven. Tako. In če bi tako delovali, bi bilo super. In če bi bilo po moje, bi bilo, kaj lahko naredim, da bo tvoj svet danes lepši. Ja, a se tako. predstavljaš, če jaz rečem tebi, Ja. pa meni 10 na dan rečejo, pa a ni to en čudovit svet, no? A veš, vsako stvar, ki jo dobiš, plus eno pikico boljš, kakor je bila takrat, ki si jo dobil. Ali pa ne, naredi eno pikico več, eno tenk več, kot človek od tebe pričakuje, da boš naredil. Da boš ali pa da bo polepšal ta dobil svet, tako. ne? Ja, Pa meni se zdi, da ni lepšega, da delamo stvari, da polepšamo ta svet, ne? A ne? Zdaj, greva midve, zdaj sva že čist pri koncu, tako da bom zdaj s tebe prosila še veš kaj. Povej. Če bi morala samskim povedati samo en stavek, ki želiš, da ga slišijo in da je pomemben, kaj bi jim rekla? Če si samski, se vrži v nove priložnosti za sebe, za svoje lastno dobro, za svojo osebno rast. Ne glede na to, kakšne priložnosti odkriješ, pejt, upisi, doma ne boš nobenega spoznal, pejt med ljudi, pejt se spoznavati. Življenje je lepo. Tudi če imaš 3 slabe izkušnje, 4. je lahko lepša. Nikoli ne nehi verjeti v ljubezen. To. Ninka, najlepša hvala, ker si bila moja gostja. Prosim. Vam pa, dragi gledalci in gledalke, želim, da razmislite o tem, a imate pogum, ali ga nimate, naredite korak naprej in dejansko živite svoje življenje.